Dobro jutro in dober dan, ter srečno novo leto še enkrat v taki prvi posneti oddaji, predavanju, ne, MTK. Hej, vse dobro, vsem je en tak zaključni pozdrav, ki ga zmeraj spustim, odkar se pač pojavljam, pa me je srečala ena ful dobra izvedba tega, ki pravi, če ni dobro za vse, potem ni dobro, sploh at all. To je indijski pregovor. Tako da, dajte imeti za mar, da kadar v življenju kaj delate, pa mislite, ja, to pa dobro zame, pa za mojega ta malega, pa za mojo ženo, pa ne vem za koga. Če ni za vse dobro, pol ni, ker nekdo, če daš, nekdo ima, če pa nekaj vzameš, kar ni dobro za vse, pa je nekdo brez. In glih na ta način so se bogatili, posamezniki, elita, katero želi ekipa, ki nas rešuje, torej White Hati, ki so pač splanirali, kako to kabalo ubiti, odstraniti, kakorkoli že. Oni želijo, da mi stvari vidimo še bolj očitno, a ne? Zdaj, zato pravimo, da smo v nekem prebujenju, v nekem awakeningu, v nekem procesu, v nekem resetiranju. Saj to nam je jasno, da če bi elita pelala svoj plan, ne bi tako ležerno se mi sprehajali po svetu, pa ne bi šli nikamor brez njihovih novih pasportov, kjer piše, koliko imaš dost, ali si prvič, ali petič, ali desetič popiknen z njihovim zvarkom. Ampak se jim stvari lomijo in so zdaj že konkretne sodbe, tožbe in tako strani ljudstva, po drugi strani pa so strani White Hatov že vsi odstranjeni svojih pozicij. Na plano prihaja dokumentacija o škodljivosti, o kaj so jim vse v čem. Najbolj zanimivo pa je, ne, da kot zdravstveni tehnik nisem pomislil na izraz koronarne arterije, ne, so tiste, ki okrvljujejo, ne, s krvjo zalagajo srce, torej koronske žile, ne, mi imamo pa koronsko bolezen. Tako da se malenkost z njihove strani malo pokrije, a ne, ta ideja, da bodo ljudje na srcu zbolevali, ne, pa nenadoma po tleh padali. Od virusa, korona, ne. Tako fajn je, da razmišljamo in če sem prej hotel reči, da moramo ljudje videti, a ne, je pred nami razpad zdravstva oziroma kaj so si zamislili v ozadju genocidni planerji genocida, no, dajmo tako reči, in izvrševalci konec koncev, če so bili v zgodovini nazaj vera tista, ki je sprožila največje vojne, a ne, največje pokole in pomore, je vero nadomestila vlada. Največ odgovornosti za poboje po svetu imajo vlade, najrazličnejše, tudi naša nič ne izstopa iz tega. Zdaj so prešaltali na tretjo sfero in to je medicina kot neka nova religija s pomočjo farmacije, z roko v roki in seveda s pomočjo vlade in cerkve. Torej so dali vse aparate na plano, torej večinoma župniki so vabili na cepljenje vsi vladni predstavniki, z njim vsi mediji so potegnili, sodstvo je obmolknilo, banke pa so založile vse tiste, ki so pri genocidu sodelovali. No, pa da pridem zdaj na vrh te ledene gore, torej zdravstvo, doktorji si zdaj najbrž ste ujeli, želijo izplačati 80 € na uro, da bodo delali v svojih nekih drugih ambulantah, za tiste, ki kao nimajo zavarovanja, ker če so pa zavarovani, pa oni dobijo kaj, malo manj, ali kaj, malo več, ali kaj, mislim. Kdo naj bi zdaj spet to plačal? Vse poka po šivih, po njihovih lažnivih idejah, mnogo ljudi pa zna povedati, da so čakalnice po večini prazne. Govorim po večini, ker to ne velja za vse. Sem pa slišal direktnih in indirektnih informacij v kontekstu, da jih kličeš, pa se ti noben ne javi več.
in ljudje moramo res v ksiht dobiti, da skontamo, da nekaj res ni v redu. Ja, 2 leti pa pol, oziroma že 3, marsikdo od izmed nas opozarja na stanje, ki je, in zdaj pa je počasi prišlo do točke, kjer pa tudi ovce ne bodo mogle več sam glavo riniti v pesek, ker jih bo v kompletu zasula zemlja, ali kaj, saj pa ja padajo k muhe. Tle v ozadju se mi vrti komadič, ki je star ful časa, avtor Michael Jackson, pa me bodo spet zablokirali, ker Michael Jacksona vrtim, ne. We are the world, mi smo svet in mi smo otroci tega sveta in smo odgovorni, da naredimo lepši, svetlejši dan, zato ga dajmo. Če si predstavljate glasbenika, on je sam zapel, glasba se je prijela in razširila od marsikoga pač ne. Glasbenik je samo dal. Jaz vas probam vzpodbujati, dajte od sebe svoj biti, svojo predanost, svoj to, kar imate najrajši na tem svetu. Bolj, ko boste izžarevali ta, bom rekel, izhodišče, recimo je hobi. Ti veš, hobi delaš zato, ker ga rad, ne zaradi tega, da boš pokasiral. Ne mudi se ti, kdaj boš dokončal, niti kdaj boš začel. Predvsem si želiš čim več tega. Jaz te stvari vam probam nekako razkazati skozi pse, največ skozi kruh, ljubezen do psov in seveda narave, ki vam jo mnogokrat zavrtimo v ozadju, da uočite, da lepote so tle in so že naše ves čas. Na nas je, da imamo eno samo nalogo, ne. Nekako sem imel en zapis pa video želje, ne, da želje so neke vrste naša smrtna obsodba, vedno smo si želeli, to nismo dosegli ali pa dobili, pa bili kronično razočarani. In sem rekel, dajmo to nadomestiti, ne jaz, to sem bral, da moramo nadomestiti te želje z nečem večjim in to je želja po miru, pa niti ne želja, ampak stremenje k temu, da bomo imeli notranji mir. V notranjem miru, ne, mir s tabo pomeni mir tle noter, to ne pomeni mir odsotnost streljanja, ne, ker sami ste že opazili, da imeti mir kot odsotnost vojne ali pa imeti mir pa preživeti dan brez nekega stresa, ki ga v nas vceplja družba, sistem, pravila, smeš, ne smeš, moraš, sila, grozna situacija in smo prišli v tako točko stresa, da je bilo treba s tem nekako končati, pa saj ljudje so začeli kronično zbolevati tudi zaradi samega stresa. No in naše želje bi mogoče mogli bolj zamenjati z nalogami. In ena in največja, prioritetna naloga vseh nalog je dvigni svojo vibracijo in vzdržuj svojo visoko vibracijo. Torej, visoko vibrirati pomeni na svet gledati skozi očala optimizma, z pogledom oziroma občutkom vere, da bo vse dobro. Ne govorim o veri v religijo, v enega Boga tam zgoraj. Bog je itak v nas. Da ste v tem joyfulu, se pravi, pečete kruh, če ga pač radi pečete. Če ga ne znate, pridite na delavnico, vas bom zaljubil v peko kruha. Še za brezglutenske. Takoj naredim EPP. Dajte plesati, dajte peti, dajte si musko na glas, tako da vam kocine grejo po koncu. Te stvari rabimo. Pejte gledati sončni zahod, dajte noge v vodo. Dajte se hidrirati in če se rabite odpočiti, si odpočite. Toplo bi vam odsvetoval uživanje mrtve in mrtve, govorim, najprej so bile živali žive, pa nežive, torej živalsko hrano vam odsvetujem, da jo vsaj zmanjšate, da več pospravite v sebe sadja, zelenjave, lokalnega izvora. Niso tle banane, kokos in mango v igri, ampak bolj zelje, repa, korenje, koleraba, riž je mogoče že tam, ampak je špren, pa je naš.
Tako da mogoče z te smeri, če vam paše jest, jejte, če vam ne paše jest, ne jest. Jejte toliko časa, kolikor vam paše, poslušajte svoje telo. Ne govori vam narobe. Govorijo vam narobe zunanji dejavniki, od vseh generalnih stricev in tet iz vrha in iz ozadja. Oni itak vse tisočletja že delajo zato, da bi nam bilo narobe, če smo začeli s tem, da so za največ pobojev in umorov krive pravzaprav samo vlade tega sveta, ki so se nekako zdaj izkazale, da so bile to peščica elite, psihopatov. Zdaj nimam sploh imena, kakšne so imeli plane, ideje in vizije, kje so delali svoje zaklonišča in mesta, torej vse pod našimi nogami, da so se nam zlagali v okrogli zemlji, pa smo se spraševali, pa le zakaj bi lagali. Zaradi tega, da se ne bi spraševali, kaj pa je za tem zidom, ker tam bi se nam odprle marsikatera spoznanja, če bi mi vedeli, kaj je za zidom Antarktike. Pa ne bomo šli kaj noter, ker nisem noben strokovnjak, sam to še enkrat poudarjam, da okrogle ni, ne. Tako, kot so nam jo pokazali strokovnjaki iz NASA, torej tega centra za kompjutersko obdelavo slike, to ni prav in ni res. In oni so porabili 64 milijonov na dan, zato da so risali te oblačke. Pa tisti, ki je mičkeno pozoren, vidi, da tudi te slike so tako, čakaj, kaj, nekaj navadi. Dobro, pustimo stati. Le kako se mi nekaj zatika. Zdaj, v zgodovini oziroma v življenju smo mnogokrat naredili kakšno stvar samo zato, da bo mir. Dostikrat so nas pritiskali v kot, pričakujoč, da bomo mi se utrudili in popustili njihovim idejam. Oni so malenkost bolj trpežni, ker mi čustveno gledamo na stvari pa tako. Oni pa pač ne, so bolj trdoživi iz tega naslova. Tudi v tej koroni so nekako računali na nas, da bomo se mi utrudili. In v njihovi, bom rekel, krvi oziroma zavesti je, da ne bodo odnehali. Ja? Torej, kdor je začel lagati, bo lagal do konca. Kdor je začel z genocidom, bo šel z genocidom do konca. Zato je treba te ljudi na silo odščipniti, ne. Zdaj bi mogoče ljudem že moglo biti jasno, da pač če zdravnikov ni tam, kjer jim je bilo mesto, kje pa so. Odščipnjeni so, mnogo njih se prevaža z Jumo, ki se v tem trenutku nahaja v Dubrovniku in odvaža te kriminalce na Kreto. Tudi v Kopru se pojavi, pobere in gre. To je vojaško sodišče, najbrž to že imamo. In oni bodo šli do konca. Oni ne bodo se predali, ne bodo popustili sploh. Tle pa je na nas. Tudi mi ne smemo popustiti in pasti na njihove fore, ki so pasti dol, nižje, v nizko vibracijo. Ne jim dati te hrane, oni iščejo konflikt, oni iščejo vaše dvignjene živce, vašo nervozo, vaš obup, mizerijo in strah. To želijo, to so stvari nizkih vibracij in ne padete tja, ampak držite linijo visoko vibrirajočega bitja. In ne pustiti in čas je, da tudi držimo počasi skupaj. Say we are the world, mi smo ta svet. Žal se bo z tega sveta moralo posloviti kar nekaj ljudi, ki ljudje pravzaprav niso. In agropop so že bili preroški, pa so rekli, samo 1 milijon nas še živi na svoji zemljici in zna biti, da nas bo res otrok, kar ima slava, je tudi Prešeren rekel, naj v roke si sežejo. Sej je vse jasno in vse okej. Ni nič novega na tej zemlji pravzaprav, ker čas ne obstaja, so bile vse stvari že vnazaj videne vnaprej in iz naprej vnazaj. Tako da vse ne znamo si z našim umom tega predstavljati, kot se nismo znali predstavljati z našim umom, kaj temačneži počnejo. Nismo si mogli sploh domišljati, da se grejo ta kult, tako daleč te sprijene igre, pedofilije, pridelave adrenokroma, torej
nad našimi najšibkejšimi predstavniki, torej otroci, so se izživljali v enormnih številkah letno, 8 milijonov otrok so obdelali. To so neke take številke okvirne. S tem, da kaj se je dogajalo v domovih za ostarele, je pa druga zgodba, kakšne vse posnetke smo jih bili deležni. Ok, da zgodba razpada nam je dal en tak ključen podatek, ko je riknila Elizabeta. Betka naša, Lizard, Beta Ščurkova, po domače bi se rekli v Budalah, ne? Torej, Elizabeta, zdaj kaj je bilo, kdo je zdaj zamenil, ali je to stvar kar potihnila, kaj, a zdaj je Charles, ali kaj, ali bo, ali ni, ali je, ali ne. Zdaj mediji ne vejo točno, kaj bi zbeblali, pa je bilo super, da je bil Katar vmes v igri, ne, malo fuzbal, pa to, da se malo pozgubijo informacije, tudi o tem, da doktorji ne bodo več v ordinacijah, ampak bodo zdaj neke nove ordinacije imeli, čist drugače bo, ful bo boljše vse, če verjameš njihovim bananam. Zdaj, London je padel. Drugi steber tega svetovne vladavine je bil Vatikan. In tudi Vatikan je imel enega papeža po 600 letih, ki je mogel odstopiti, in ta Ratzinger, ali podgana ali pa vojna, Ratzinger, ki izgleda kot pure evil, torej kot čisto zlo, je za medijski pomp tudi utihnil. Torej, medijsko smo izvedeli, da je o njemu prišel kraj. Zdaj, tisti, ki smo malo bolj pozorni, ali pa so nekateri med nami bolj pozorni, so opazili, da to ni ta isti človek, ki leži v trugi, ali pa tisti, ki je bil. Pač, če daš človeku kapo papeško na glavo, je pa papež, saj nima veze, kdo pravzaprav to je, ne. Vse ljudem je hitro dosti, ne, pokažeš jim čikere čakra, pum, pa je. Ljudje smo zelo naivno verjeli, tudi sam, nič ne rečem, zdaj zadnje leto sem pa mičkam bolj pozoren. Vsi bomo postali malenkost bolj pozorni ali pa ful bolj, in to je tisto, ki mnogokrat izgovorjena moja beseda, awareness. Bodi pozoren, kaj se dogaja okrog tebe. Tudi govorica telesa je ena izmed stvari, kjer bi morali mi biti bolj pozorni, kajti sama beseda, izgovorjena pomen besede, ne vem, vibracija je beseda, ona ima samo 7% pomena, dodamo temu še glas, naglaševanje, kakšnim tonom, v kakšnem kontekstu in kakšna kretnja rok in obraza in obrazne mimike se je zgodila istovremeno. Tako da 20% je slišnega, 80% je pa tistega, kaj mi ne slišimo, se pa da opaziti. In to je tista awareness, kjer bi mi mogli biti pozorni na vse kretnje, vseh voditeljev, televizijskih, državnih, tako bi mogli mi razmišljati. Pa sej bomo, se bomo naučili. Ok, padel je prvi steber, London, drugi steber, Vatikan, tretji steber je Washington DC, kjer pa predseduje kdo? Yes, Joe Biden, Brandon, go Brandon, let's go Brandon. In Joe Biden tudi ni novost, da je lutka, in ta lutka tudi bo prišla do točke, ko bo se ali zgodila aretacija ali umor ali kakorkoli. Kdaj? Ne sprašujte nikogar kdaj, ker kdaj je čisto nemogoče napovedati katerikoli naslednji korak, ki se bo zgodil, tako kot nestrpno čakamo revalorizacijo financ, revaluation, ne vem, če to je ista beseda, torej ponovna nastavitev financ vezanih na zlato, bojda, v Ameriki 7000 bank se zapira, ker ne morejo podpreti zlatom, torej so banke v bankrotu, super podatek, mar ne. Zdaj, nekje imamo podatek, informacijo, da Izrael bo pa zadnji. Smatram, to nisem pa nikjer bral, ampak smatram, da je Izrael pa čist krovna stvar, ki se mora prevrniti, seveda poleg Ukrajina, kjer
so tudi svoje dogodivščine vredne svojih batih strani Putina, nujno. Kaj je v Ukrajini se dogajalo, je noro. Še bolj noro je, da vsi naši predstavniki državni podpirajo to Ukrajino, ker je seveda valjda so sodelovali z Ukrajinci oziroma z kazarsko mafijo, ki jih je naše veljake napajala, zato da so nas eliminirali z obličja in so nam turili ta medicinski izvarek, ki ni bil ničemur podoben, kamoli da bi kaj zdravil, sploh pa če virus kot tak ne obstaja, ga ne moreš zdraviti z nečem, kar je v bistvu orožje. Ne? Zdaj, orožje so si oni zamišljali malo drugače, mislim, skozi stoletja so nas pobijali z rukama, pa pol z orožjem, vmes so nas zastrupljali, zdaj so pa pogruntali, da bi bilo fajn, če bi nas nevidno, torej zdravnikom zaupamo, pa nas popikajo. Oni so si pa uporabljali zraven še orožja, predvsem frekvenčnega, direktno ciljane ljudi na osnovi tvojega DNK, ko so vam ga zvrtali iz nosnic, da se targetirati množice s pomočjo modulacij, pa ne bom šel kaj noter, skratka nevidna orožja so bila, tako kot oni nevidno delujejo iz senc, pa tudi to ni nič novega. Dobro. Medtem ko nam vse ti mediji probajo natupiti 1001 laž, vključno s Hollywoodom in glasbeno industrijo, naj dodam, da so mediji pravzaprav odgovorni za izčrpanost kritičnega razmišljanja pri ljudeh. Kritično razmišljanje bi mogel imeti vsak človek, vendar je situacija taka, da ko začneš komu kaj razlagati, mene sicer hudo, ko pravijo ljudje, to pa mene ne zanima. Stari moj, v 3. svetovni vojni smo, duhovni, informacijski, pa spiritualni, informacijski, pa še, kakšni še? Še ena, ne mi je zletela z glave. Mislim, v trojni vojni smo majster, tebe pa to ne zanima. Dragi moj, ti si del te vojne, ti si moj sovražnik, če smo se zdaj pa tako rajš pogovarjati, ker da pa tebe ne zanima vojna, pa ti želim pomagati, kaj moramo narediti, mi da bo preživela, tebe pa to ne zanima, majster, pa moram jaz tebe malo odstraniti, saj nam noben ne bo fizično nič naredil, ampak ignoranca ljudi je tako too much, ignoranca pripeljala do te točke, da si rečeš, wow, ampak dobro, saj na ene strani smo se tega že kar malo naučili, ti teoretiki zarote, ki smo bili imenovani, smo zdaj se izkazuje, da vse, kar smo govorili, je pravzaprav res in kdor bi rad v tej vojni mičken se kaj ozavestil, nečim prenajde prijatelja teoretika zarote, tam bo znal kaj razložiti, kaj se dogaja, rade vole. In noben od nas za naše raziskovanje nam nikoli ni nič dal, a ne? Zdaj jaz sem v enem momentu rekel prav, pa bom začel videe delati, pa bom nekako probal iz tega nekaj potržiti in ja, tudi vas, meni v redu, vse ok, vas pa povabim, če bi kdo imel kakšno željo, sem tlele od zadnje pripravil 35 videov je še, tole vse so videi, ki so namenjeni tistim, ki so se prijavili na ekskluzivno naročnino, a ne, takole so še vsi pod privatno, torej 35 njih, vsak mesec jih našponam enih 15, 12, ne, lažem, 12 jih naredim. Poleg teh sem pa kaj, ki vam jih posnamem takole, pa vsako nedeljo naredim en live, pa vse zapiske tudi damo ven, se pravi, vsi ti videi so več ali manj opisani, tako da vse podatke bom dal od spodaj, no. Torej, čim prej si probajte, tisti, ki še tavate, poiskati vir informacij pri teoretikih zarote, ker oni imajo prav, imamo prav, vsaj večji del, tudi mi smo zmotljivi, nihče to ne dela z namenom zavajanja, bolj ko ne še vedno gradimo svojo nenaivnost, da ne pademo na prvo žogo, vidimo tam en članek, ki ima dober naslov, pa ga kar delimo, pač tako ne več, smo se vsi že opekli, tako da v tej strašni vojni bi bilo super, če visoko vibrirate, a ne? To je edina naloga, ki jo imate in imamo.
Jaz ne bom predolg, 24 minut imamo, lahko vam še mogoče kakšno misel tlele. Kaj pa vem. Vsakokrat, kadar ne sledite svojemu notranjemu glasu, občutite izgubo energije, izgubo moči in občutek duhovne izmučenosti. Ja? Zato so pa nam devali stvari, da nismo mogli slediti sami sebi, ampak smo mogli slediti kreditom, službam, normam, pravilom, in je ostalo premalo časa, energije za to, da bi sledili samemu sebi. Torej, slediti samemu sebi je tudi stvar visoke vibracije in želim, da se vsi, čeprav ne bomo šli vsi, konec ne bo za vse, to nam postaja zdaj čedalje bolj jasno, ne? Kljub vsemu želim, da tisti, ki v srcu dobro mislimo, še nekaj pa je takih ljudi, da se združimo skupaj na način vibracije, torej deluj dobro in kako vibriraj visoko in tvoje pleme te bo našlo. Ja, mi smo neke vrste pleme, bratov in sestra, spet nima to veze z dragi bratje in sestre, no, tako je, amore padrus, no madrus in padrus, ampak bratje in sestre na dušnem nivoju, pleme kot tako, torej našli se bomo, zagotovo, se že zbližujemo, se že vohljamo, kdo je, vmes imamo še padalce, ki jih pa tudi ugotovimo po njihovi vibraciji, da niso z nami, da so igralci. Mene ne prevara več. Ne bom rekel noben, nekje rabim malo več, nekje malo manj časa, ampak prebral sem pretežno vse te glasnike, ki so se šli glasnike in slej ko prej jih pogruntaš. Nič ne de, lahko jih preberete, lahko jih poslušate, vendar ne nikomu slediti, tudi meni ne, ni treba slediti, ker ni point, da komorkomu sledimo, komorkoli drugemu, kakor lastnemu samemu sebi. Raziskovati se pa moramo. Zdaj, ena izmed stvari, ki je mogoče malo drugače pri meni kakor drugi, je ta, da se ne ukvarjam toliko s tem, koliko je ta vlada, je treba zamenjati ustavo, pa je treba dati pritožbo Loredanu, pa je treba dati peticijo, pa tam je uno narobe. Jaz se s tem ne ukvarjam več, ker jasno je, da vse to je za kozlat gnilo in razpada. In kaj moramo mi naprej, tle pa jih pa že precej kar odpihne, a ne? Tako da dajte malo razmišljati svojo glavo, mojstri, učitelji zgodovine, spiritualnosti v zgodovini. Te bom rekel, duhovnosti, spiritualnosti so imeli prav, so nas naučili prave stvari, če boste brskali indijanski pregovori, boste še najbolj prav prišli, če boste grešli Kekca pogledati pa razmišljali, kako je on bil pogumen raziskovalec, ki je naredil vse za dobrobit Mojce oziroma svoje lastne vasi in v dobrobit je probal razumeti tudi Pehto. Je najdel tudi Bedanca in sam Kekec prikazuje, česa vse je bil zaradi strahu prikrajšan Rožle. Največ resnice je v pravljicah, tudi tam je boste najdli, če boste se poglobili v Ostržka, če se boste poglobili v Smrkce, in tako vse to so zgodbe Alica v čudežni deželi, en kup je tega materiala. Sam sem največ skozi glasbo prpuzal čez in ja, treba je enim stvarem verjeti, nekaterim zaupati. Nikakor pa ne slepo zaupati tistim, ki se imajo za. Zaupajte nam, verujte v enega Boga očeta in vsemogočnega, ali pa če greste v pravoslavno ali pa muslimansko, je čist isti šmoren, vse religije so velika nad tega sistema. Edina religija je med vami in Bogom v vas, noter, to je edina religija, kjer je neka relacija, ne? To je naj bo za 5. januar to. Želim vam, da vibrirate visoko in si kreirate vsak dan znova po vaših občutkih, po vaših prav in postavljate meje
pred tistimi, ki vam želijo vibracije spustiti, pred tistimi, ki vas ne cenijo, pred tistimi, ki vas drenirajo, ko se po druženju z njimi počutite izčrpani, to ljudje niso za vas, tudi vsaka veza naj bi bila tudi dopolnjevanje, ne pa izčrpovanje. Tudi družine ne morejo biti take, da je treba hoditi po jačnih lupinah, pa skrivnosti, pa ne smeš to reči, pa kako si se oblekel. To ni nobena družina. V plemenu smo vsi odprti in delamo tako, da je dobro vsem in vsakmu posebej. Še en opomnik, dokler ni bil človek prišel v Ameriko, ni bilo tam nobenega zapora, niti ni bilo nobenega kriminalca, niti ni bilo nobenega pomankanja, zato ker so si pomagali drug drugmu, a ne. V to družbo, nekaj podobnega se spreminja naša družba in v kratkem pričakujemo nove finance, ki bodo pomagale precej teh bremen odflikant stran, ampak to bo šele začetek. Pa dalje. Vse dobro, ekipa. Držite se, res vse dobro. Čau.